kupuješ takrat, ko je kri na ulicah, tudi če je to tvoja kri. Ne? Zakaj Bitcoin? Veliko stvari na tem svetu lahko rešiš z denarjem, nekaterih pa ne moreš. Ne? Kar vse bo lahko umetna inteligenca delala boljš, kot ti delaš. Ne? Kaj bo z našimi službami, kaj bo z našim namenom? To je zelo težko, v bistvu družbeno-filozofsko vprašanje. Ne vem. Pozdravljeni v podcastu Bika za roge, kjer zopet odgovarjamo na vprašanje, kako do finančne neodvisnosti. Tokrat je z mano strokovnjak za kriptovalute, Andrej Škraba. Živijo, Andrej. Živijo. Čau. Hvala za vabilo. Ja, hvala tebi, da si prišel. Andrej, na hitrco te samo predstavim. No? Se pravi, si ekonomist, bil si direktor marketinga v parih podjetjih, 7 let v kriptoindustriji. Zdaj se pa ukvarjaš z podjetjem Astra AI. Res je. In to je Astra, ki je že bila, zametki Astre so bili 2013, ne? Tako je. Najprej to spletna stran samo, ne? Zdaj pa v bistvu prav AI rešitev ali kako. Tako, ja. Portal astra.si je nastal 2013, tako da zdaj že več kot 10 let od tega. Pa so pa v bistvu z soustanoviteljem Klemnom Astra AI naredila neko nadgradnjo, kjer smo lansirali prvega AI tutorja, ki ti lahko pomaga pri učenju matematike. Tako da, ja, zdaj smo v bistvu v drugem letu delovanja in zelo hitro rastemo, ker res verjamemo, da bo umetna inteligenca povzročila to, da se bo zelo demokratiziral dostop do tutorstva in 1-na-1 tutorstvo je itak dokazano najboljši način poučevanja in mislim, da vstopamo v neko ero, kjer bo zdaj vsak, ki bo v procesu nekega formalnega ali pa neformalnega izobraževanja, imel možnost, da ima nekega tutorja umetne inteligence. Ok, zdaj tako, jaz sem te povabil danes na ta podcast zato, ker si nekak predstavnik mlajše generacije in sem želel, da še nekdo Sem šel v tisto zadnja. Ja, mislim tako, z mojega vidika, pa z vidika mojih gostov, recimo, da si ti mlajša generacija in sem želel tudi nek prispevek imeti z nekom, ki je mlajši in meni si se zdel ti najbolj primeren, ker v bistvu nekako združuješ te področja, tehnologija pa kriptovalute. In jaz bi rad malo več vedel tlele o Astri AI, recimo. Kako to zgleda zdaj? Ne vem, jaz imam hčerko, ki se učiva matematiko, jaz pogledam na YouTube videe, pisno deljenje z dvomestnim številom, naprimer, pogledam YouTube videe, v ChatGPT vtipkam, napiši 10 računov za 5. razred osnovne šole. Kaj pa zdaj Astra AI naredi, recimo? Se pravi, točno to, rešuje točno ta problem, ki ga imaš ti, se pravi, nekdo, ki more pomagati učencu, prevzame neko vlogo inštruktorja oziroma tutorja in mi ponujamo rešitev, da to prevzame umetna inteligenca. Se pravi, da se lahko nekdo pogovarja s tutorjem. Kar smo si mi zamislili, recimo v začetku, je bilo to, da ponudimo inštruktorja za sokratsko metodo. To pomeni, da ne dajemo oziroma nismo hoteli dajati direktnih rešitev. Na začetku nisem hotel narediti reševalca nalog, ampak sem res hotel ustvariti sistem, kjer bi tutor se obnašal kot Sokrat. Prav to pomeni, da te sprašuje taka vprašanja, ne daje direktnih odgovorov, ampak z vprašanji te proba usmeriti na pravo pot, v pravo smer razmišljanja, dajmo reči. No, pa sčasoma se je izkazalo, da se nekateri učenci učijo na drugačen način in jim mogoče ta sokratska metoda ne ustreza najboljš. Tako da smo potem tudi mi naredili nek način reševalca. Veš, ker eni se tako radi učijo, da recimo sami rešijo celo nalogo, pa bi potem radi imeli samo nek primer ali pa videli
kakšen je v resnici ta pravi postopek, pa če so se oni v katerem koraku zmotili. In v bistvu mi zdaj omogočamo to, da se lahko ti učiš na ta dva različna načina. In zanimivo je videti, da recimo polovica uporabnikov se rada uči sokratsko metodo, polovica se rada uči s to metodo reševalca. Potem gre tukaj predvsem, kar si vprašal za primerjavo s ChatGPT-jem, gre za uporabniško izkušnjo. ChatGPT je nek, recimo, generalni LLM oziroma jezikovni model in tam oni bojo probali za svojim uporabniškim vmesnikom pokriti čim večje število nekih use caseov oziroma uporabniških primerov. Mi smo se pa osredotočili, v eno vertikalo in to je inštruiranje oziroma tutorstvo in je naš uporabniški vmesnik temu prilagojen. In jaz mislim, da tudi zdaj, ko se premikamo v času in ko nastajajo različni AI startupi, vidimo recimo, da je to prava pot oziroma se bo največja dodana vrednost dodajala na tako imenovanem application layerju. Se pravi, eno je infrastructure layer, se pravi, to so Nvidia, Google, se pravi podjetja, ki imajo res svojo infrastrukturo za AI. Potem so gor jezikovni modeli, se pravi, LLM nivo, pa je pa še application layer, se pravi, pa so pa aplikacije, ki so v bistvu zgrajene na LLM-ih in uporabljajo tisto spodnjo infrastrukturo. Se pravi, vi ste, ta srednji nivo je recimo ChatGPT, medtem ko vi ste ta zgornji nivo. Tako. In zdaj tudi na začetku, velikrat smo mi dobili neko tako vprašanje, pa se vi ste samo wrapper za ChatGPT. In takrat je bila neka paradigma, da itak bojo s časoma vsi te wrapper appi bojo nekako propadli, zato ker bojo to počeli LLM-i. Ampak v bistvu se je zdaj izkazalo, recimo v tem zadnjem letu, da to ni tako. Se pravi, da v bistvu LLM-i bojo med sabo tekmovali v tem, kdo bo v bistvu ponudil boljši model, pa potem boljši API, da bodo aplikacije potem tekmovale v temu, kater LLM ali pa mogoče kombinacijo jezikovnih modelov bodo uporabljali. Tako da se je zdaj je nekako konsens, da mogoče ta wrapper pristop ni bil toliko napačen, če si ga izbral na začetku. Zato, ker jasno, ti greš lahko potem to uporabniško izkušnjo dosti bolj, globoko v vertikali build oziroma jo narediti dobro. In mi se v bistvu zdaj osredotočamo na to, da postanemo popolnoma personaliziran sistem za pomoč pri učenju. In s tem se nek Google ali pa OpenAI ali pa Anthropic ali pa kjerkoli mogoče firma, ki zdaj ponuja LLM-e, se ne bo s tem ukvarjala. Do neke mere ampak če pa hočeš iti res v to vertikalo, v to nišo, pa res vse, tako zelo natančno pač te vse use case zajeti, pa mislim, da bodo to delale aplikacije. No, tle je bil meni zanimiv podatek, ko sem pogledal, se pravi, ChatGPT je 15 maturantskih nalog rešil za 72% uspešnostjo, medtem ko Astra AI pa 98%. Da malo povej o tem, kako ste to naredili? A to so zdaj še drugi? Čisto natančno seveda tega ne moram povedati, zato ker to je neka naša konkurenčna prednost. Ampak lahko rečem, da gre za nek skupek ali pa neko zmes različnih jezikovnih modelov, ker različni jezikovni modeli tudi različne naloge v tem našem procesu. Naš proces je sestavljen iz večjih, nekih aspektov. Eno je čista, da ti razumeš, kaj te uporabnik napiše, da razumeš logiko ali pa recimo matematični del, o katerem se pogovarja, potem, da se to pravilno zračuna, da se ta rešitev preveri in da se potem nazaj razloži v nekem človeku prijaznem jeziku. Tako da noben jezikovni model ne more te
vseh teh nalog, ki jih imamo mi, opravljati tako zadovoljivo, da bi lahko uporabljal samo en jezikovni model. Ne? Tako da naša rešitev v bistvu poskrbi za to, da na koncu je ta odgovor ali pa da je ta cela izkušnja tutorstva, da je v bistvu neka zmes večjih jezikovnih modelov. Okay. Ampak zdaj recimo jaz kot, moja hčerka je končni uporabnik, ne, ampak jaz sem pa recimo njen tutor. Ne? Zdaj vaša rešitev mene izloči iz enačbe, ali kako? Jaz se rabim manj ukvarjati s tem, medtem ko jo v bistvu vaša rešitev vodi skozi celoten proces učenja. Ja, bi bilo priporočljivo. Ne? Odvisen zdaj na kateri starosti je otrok, ne? Ampak jaz mislim, da mogoče neka ta interakcija z umetno inteligenco tam v zadnji triadi osnovne šole, 7., 8., 9. razred. Se recimo letos smo tudi prvič ponudili NPZ AI, se pravi, to je bil prav teleran program za pripravo na nacionalno preverjanje znanja iz matematike. Podobno imamo pol Matura AI, se pravi teleran program za pripravo na maturo iz matematike za srednje šole. In jaz mislim, da ni potrebe, da ti kot oče ali pa kot človek sediš zraven, ker naša rešitev proba narediti to, da to prevzame umetna inteligenca. Okay. Cut out the middleman. Cut out the middleman, ja, tako. No, pa tako, podatek, ne, zadnjič sem videl 100,000 uporabnikov, ne, imate zdaj. Ja, res je. Ja, bravo, čestitke. Hvala. Sej večina je, rečemo tako, 4/5 teh uporabnikov je slovenskih, 1/5 je pa že iz tujine. Večinoma iz DACH regije, se pravi Nemčija, Avstrija, Švica, kamor se zdaj tudi tako pospešeno širimo. Okay. Pa koliko je, recimo tako, se pravi, to je slovenski startup, ne, če prav razumem? Tako, ja. A imate zdaj v teh državah, v tujih državah, imate tudi kakšne ekipe tam, tako imate na terenu ljudi, ali delate vse tukaj iz Slovenije? Mislim, mi smo zelo majhna ekipa, ne. Astra AI dela tam od 8 do 10 ljudi. Imamo večino ljudi v Sloveniji, smo čist remote firma. V Avstriji v bistvu nam pomaga nekaj študentov, zato ker so predstavniki generacije alfa in zelo dobro razumejo marketing za to generacijo. Se pravi, mi imamo v bistvu, pri nas je zanimiv tak problem. Mi imamo to situacijo, kjer je consumer ni isto kot customer, ne? Zato ker plačnik je ponavadi starš, vsaj za srednješolce, pa osnovnošolce. Awareness oziroma zavedanje o tej rešitvi moramo pa predvsem delati med mladimi, zato ker oni so tisti, ki oziroma bi te storitve uporabljali. Tako da naš marketing mora biti temu prilagojen, da nekako različna sporočila dosegajo različne te segmente, ne? Ker enega dijaka ali pa dijakinjo verjetno bomo oziroma mu bomo zanimanje vzbudili z drugačno vsebino, kakor vsebino, ki jo moramo recimo pripraviti za starše oziroma neka trženjska sporočila, če temu tako rečemo. Okay. Ja, no, res tako spremljam vašo zgodbo, no, in se mi zdi zelo fajn. Uporabnik pa še nisem. Evo, to pa... Zdaj se približuje zadnji del šolskega leta, ne? To je tudi za nas, rečemo, high season, kjer je največ povpraševanja tudi po teh storitvah globalno. Recimo za matematiko globalno je 50% celotnega tutorskega trga je samo za matematiko, ne? Tako da tudi mi se v bistvu na platformi najbolj osredotočamo na matematiko, imamo pa še tutorje za kemijo, fiziko, angleščino pa nemščino, pa imamo pa te produkte, rečemo, za pripravo na končne izpite. Tako da, če bodo neki problemi ali pa želja po izboljšanju ocen, je lahko to en pristop.
Super. To sem se še hotel s tabo dotakniti, no? Glede na to, da delaš na tem področju. Kam gre tehnološki razvoj? Jaz slišim od ljudi, ki so v AI-ju, slišim, da oni ne dohitevajo tega razvoja, kako se to hitro razvija. In tisti, ki tega ne delamo, kaj to šele za nas pomeni? Tisti, ki tega ne delate, mene skrbi za vas. Zato, ker že mene skrbi, ker sem v tej industriji in je res to, kar ti mogoče tudi ostali pravijo. Stvari se res tako hitro premikajo, da skoraj na dnevni ravni se zgodi nekaj, kar je recimo zanimivo, ali pa tako mogoče moraš nek mindshare temu posvetiti, da probaš neke prihodnje odločitve na to mapirati, kaj se dogaja. Zdaj, mogoče smo res v nekem obdobju, ko tako bom rekel, recimo na začetku je res ta prvi nek boom ali pa nek prvi val je naredil OpenAI s ChatGPT. In še vedno je ChatGPT kot brand je nek sinonim v bistvu za umetno inteligenco. Ampak tukaj imaš zdaj veliko drugih tudi ponudnikov, recimo Anthropic, Google, Facebook za Llamo. In jaz mislim, da zdaj mi počasi vstopamo v neko ero, kjer bo ta tekma med zaprtokodnimi pa odprtokodnimi modeli. Zaenkrat se mi zdi, da še vedno zmagujejo zaprtokodni modeli, ampak nek tak konsens, tudi ko poslušam ostale ljudi, ki delajo v tej industriji, se pa pomika v to smer, da bo ta prihodnost sigurno odprtokodna. Pol imamo tukaj neko tekmovanje med ZDA pa Kitajsko, tako kot tudi na ostalih geopolitičnih, ekonomskih področjih, se zdaj tudi odpira ta vojna oziroma tekma v AI industriji. In tudi Kitajska, recimo s tem DeepSeekom, ki je prišel mesec pa pol nazaj, 2, je bila to kar velika novica. Ampak vsem, ki me pa tako vprašajo, ne vem, mi še nič tega ne uporabljamo. Sej nekatere industrije ali pa niše določenih industrij bojo kasneje začele nekako to adopcijo, ampak jaz mislim, da bi vsak ali lastnik podjetja, ali direktor podjetja, ali nekdo, ki nekaj dela v biznisu, bi mogel zdaj, mislim, da skrajni čas, da začeti razumeti mogoče, kaj ta tehnologija v nekih poslovnih procesih lahko doprinese, kaj so neke njene prednosti, kaj so trenutno neke njene omejitve in začeti razmišljati o temu, a bo to imel nek učinek na ta posel, ki ga jaz izvajam. To se mi zdi tako imeli smo te valove, ne vem, konec 90-ih začne se ta internetni val in takrat nek prvi cilj podjetja je vedno bil preseliti se na splet, imeti zdaj neko spletno prisotnost. Pol mogoče tak drugi val je bil ta mobile, se pravi, da mi zdaj probamo nekako, spet, to je malo odvisno od industrije, ampak strinjamo se, naše življenja so na mobilnih napravah, tam mi konzumiramo, ustvarjamo in tako naprej. Zdaj, ta najbolj trenuten val, pa ta val umetne inteligence in tukaj so sigurno priložnosti za, so poslovne priložnosti, tako za obstoječa podjetja, kot za nova podjetja, ki hoče ta val v bistvu izkoristiti, tako kot recimo naše, za nek preboj ali pa neko konkurenčnost na globalnem trgu. No, tle jaz mislim, da največ skrbi, kakor jih slišim, da se gibljejo okoli tega, kaj bo z našimi službami, kaj bo z našim namenom, a bomo sploh še potrebni, kaj bo vloga človeka čez 10 let, naprimer. Kako ti to vidiš? Kako bojo naše službe izgledale? A bomo imeli manj služb, a bojo ljudje lahko imeli službe, a bomo brez dela?
Zelo težko je odgovoriti na to vprašanje, zaradi tega, ker je ta rate of change, se pravi, stopnja sprememb je tako hitra, ampak jaz mislim, da skoraj vse, kar ti danes delaš z računalnikom, da skoraj vse bo lahko umetna inteligenca delala boljš, kot ti delaš. Ne? Tako da, če imaš ti podjetje, kjer v bistvu zaposleni ali pa ljudje v podjetju delajo na računalnikih, je zelo velika verjetnost, da se bo ta proces lahko nadomestil z nekim agentom umetne inteligence. Zdaj, koliko uspešno, pa koliko hitro se bo to zgodilo, je zelo težko napovedati, ampak recimo en tak primer je copywriting, se pravi pisanje besedil. To jaz mislim, da je tako 99% je v bistvu v narekovajih to je rešen poklic. Človeka v copywritingu, po moje, čez 1 let, 2 leti, če boš ti resno hotel to izkoriščati, ne bo več. In potem gremo lahko samo gledati, veš, kaj vse zdaj umetna inteligenca zna, kaj agenti ali pa nek stack agentov kaj zna. In vsaj v zahodnem svetu, kjer veliko služb temelji na delu z računalnikom pa nekem tem pisarniškem delu, bo lahko se bo lahko zamenjalo. Tako da, veš, kaj bo to za družbo pomenilo? Jaz mislim, da se mi tega ne moramo. To je zelo težko, veš, vnaprej. Ne vem, a moramo mi zdaj neke posebne zakone narediti. Enostavno, jaz mislim, da pritisk bo prišel pol od spodaj, ker ljudje mogoče ne bojo dosti hitro našli neke druge zaposlitve in bo enostavno pritisk, veš, te mase ljudi, ki ne bo pač imela zaposlitve, bo toliko velik, da bo potem politika ali pa države bojo mogle pač razmisliti, kako k temu problemu pristopiti. Ampak problem pa je, da tazga, veš, primera, velikokrat se govori, ko pride nov tehnološki val, se v bistvu s tem novim tehnološkim valom tudi ustvarjajo nove službe. Zdaj se mi pa zdi, da je nek moment v zgodovini, ki mogoče prvič tudi to ne bo več veljalo, da bo nov tehnološki preboj prinesel pač nove službe, zaradi tega, ker greš ti v totalno optimizacijo procesa in veš, imeli smo zdaj neko obdobje, kjer si ti rekel, jaz lahko svoj biznis povečujem s tem, da enostavno zaposlim večje število ljudi. Zdaj se bo pa verjetno ta trend obrnil, boš pa ti rekel, jaz lahko z agenti umetne inteligence zaposlim vedno manj ljudi. In mislim, da nismo več daleč od momenta, ko bo nastala prva stopnica je, da nastane 100-milijonska firma z enim človekom. Si pa upam, en zaposlen, tako en zaposlen ustvari 100 milijonov prometa. Mislim pa, da nismo več daleč. Po mojem se bo to zgodilo do konca tega desetletja, se pravi do leta 2030, ko bomo priča temu, da bo en človek ustvaril milijardno podjetje. Se pravi, da bo samo ena oseba z agenti, umetne inteligence na trgu ustvarjala milijardo evrov letnega prihodka. Tako da to, veš, kaj to pomeni za družbo, ne vem. Tako, to je zelo, zelo težko v bistvu družbeno-filozofsko vprašanje in verjetno, tako kot vedno do zdaj, nas bo ta tehnološki napredek prehitel. Tako kot nas je recimo za mobilne telefone, vemo zdaj, da to slabo vpliva na mlade, pač visenje na družbenih omrežjih. Ampak zdaj mi v tem smo in kaj zdaj narediti. Tudi takrat mislim, da se bomo enostavno znašli pred tem, da bo dosti bolj ekonomsko smiselno, da imaš ti namesto 15 zaposlenih 3 zaposlene in to se bo preselil makro čez celo ekonomijo, in kar naenkrat, veš, boš imel pa tudi val humanoidne robotike, ki boš lahko pa tudi v fizičnem svetu zamenjal človeka, ker bojo to roboti znali toliko bolj delati. Tako da
No, to malo pol diši po nekim večanju neenakosti. Ne? Tako, tisti, ki imajo, bojo imeli še več. Ta procent, zgornji procent bo imel še več, tisti, ki so niže, bojo imeli še manj. Ja, jaz ne vem, kako bi se ta trend lahko ustavil. Mogoče tako, večanje neenakosti, ampak več priložnosti, da ustvariš neki. Recimo, zdaj v zadnjih 10 letih je bil recimo poklic programerja tak, ki ga je družba nekako najbolj potrebovala. Ne? Ali pa gospodarstvo, dajmo reči. Zato, ker programer ima možnost ustvarjanja največje dodane vrednosti, zato ker koda je v tem svetu bitov. V svetu atomov, se pravi v fizičnem svetu, je vedno nek omejujoč faktor človek, pa čist fizikalni zakoni. Ne? V svetu bitov lahko pa ti pač z vrstico kode ustvarjaš to dodane vrednosti, ki je ni mogoče sploh v fizičnem svetu ustvariti. Ne? Ampak zdaj pa tudi ta poklic, bo doživel neko transformacijo, ker bo enostavno umetna inteligenca znala pisati kodo. In je zelo težko napovedati, kaj se bo zgodilo, ker bo vsak lahko zdaj imel za zelo majhen denar programerja. In bomo lahko vsaj v digitalnem svetu videli neke nove ideje, neke nove rešitve, neke nove storitve, ki si mogoče prej rabil, ne vem, 1 000 000 evrov investicije najprej, da si nek MVP naredil. Ne? Tudi visi, po moje, industrija se bo dosti spremenila, ker boš nek prototip. Prototipiranje nekih digitalnih rešitev se bo zdaj strošek blazno zmanjšal. Se recimo Lovable, ki je najhitreje rastoč evropski startup, je v bistvu točno to, je v bistvu aplikacija, ki izkorišča LLM-e za to, da ti neko programersko rešitev narediš, da nek software narediš. Seveda ni to zdaj popolno, da si ti, ne vem, pripravljen na neko skaliranje ali pa da lahko iz tega narediš full resen biznis, ampak je pa nek začetek, s katerim lahko ti en MVP na trgu preizkusiš. In včasih ni bilo mogoče, oziroma si res rabo programersko znanje, da si to dosegel. Danes se pa ti usedeš in v človeškem jeziku aplikaciji poveš, jaz pa razmišljam o taki pa taki aplikaciji in umetna inteligenca začne to programirati. In predstavljaj si, koliko je na svetu mladih, koliko je na svetu ljudi, ki imajo neko idejo in jo bojo zdaj lahko v praksi preizkusili za zelo majhen strošek. To je recimo neka ful pozitivna stvar. Ja, ali pa to pomeni tudi večja konkurenca in verjetno na koncu to, kar si ti rekel, se pravi večanje neenakosti med najvišjim slojem, tisti, ki bo imel dostop do tega, pa preostalimi. Ja, ok. No, jaz bi zdaj se premaknil iz tega, rekel, neželjenega brezdelja v željeno brezdelje, oziroma finančno neodvisnost. Ja. Zdaj, že v prejšnjih epizodah smo malo obdelali to finančno neodvisnost, da je treba nekaj zaslužiti v življenju, naprimer, preden ti nekam investiraš, pa nekaj narediš s tem. Ampak bi jaz tebe vsem tukaj vprašal, kaj je zate finančna neodvisnost? Zame je finančna neodvisnost zadnja stopnja neke finančne poti, ki ti omogoča reševanje problemov, ki so povezani s financami, dajmo tako reči. Pač ene stvari, veliko stvari na tem svetu lahko rešiš z denarjem, nekaterih pa ne moreš. In finančno neodvisen človek si lahko zelo dobro rešuje tiste probleme, ki so povezani z denarjem. Zdaj to vsakemu človeku lahko predstavlja nekaj drugega, ampak tako jaz vidim. Zakaj sem pa rekel zadnja stopnja? Zato, ker
se mi zdi, da sta prej še 2 stopnji. Eno je finančna zaščita, pa finančna varnost in potem je finančna neodvisnost. Pa če lahko samo to malo razčlenim. Se pravi, finančna zaščita je neka prva stopnja, kjer imaš ti dovolj denarja za vsaj 6 mesecev, če nič ne delaš oziroma nimaš prihodka. Ne? Jaz mislim, da to bi mogel biti prvi. Sprav, da imaš neko obdobje, kjer najdeš novo službo, naprimer. Tako. Ali pa če, ne vem, se ti kaj zgodi, ali pa zaradi kakršnih koli razlogov ne moreš zdaj svojega časa namenjati temu, da služiš denar, ne vem, pomagaš bolanemu sorodniku ali whatever. Ja, da imaš za neko obdobje 6 do 12 mesecev, dajmo reči. Pol je finančna varnost, kar pomeni, da imaš ti toliko velike prihodke, a ne, da lahko v bistvu vzdržuješ svoj življenjski slog, ki si ga želiš. In to je zdaj spet vprašanje, ne? Kaj je ta življenjski slog, ki ga ti hočeš? Ampak govorijo o prihodkih. V prihodkih iz naložb ali oboje. Se pravi, iz tega, da prodajaš svoj čas in tega, da si neke presežke, ki si jih s tem prodajanjem svojega časa ustvaril, dal v naložbe in zdaj iz teh naložb dobivaš nek prihodek. In šele potem zadnja stopnja, mislim, da je ta finančna neodvisnost, ker si pa v bistvu neodvisen od tega, koliko dobro ena tvoja naložba dela, ker jih imaš toliko veliko, a ne? Ker si pač dosegel tako stopnjo, da je težko že z samo svojim življenjskim slogom to porabljati. A ne? Se pravi, da moraš te presežke. Se pravi, ti zdaj čisto vse imaš, kar si zamislil, ampak še vedno ne moreš vsega porabiti. To pa pomeni, da pol, če hočeš naprej racionalno delati, moraš pa vlagati v dost večje stvari, naložbe, ne vem, podjetja, mogoče celo pač vplivati nekako na družbo, v kateri si z raznim pač udejstvovanjem, ne vem, vlaganjem v zelo kompleksne stvari, ne vem, medicino, energetiko, vesoljsko znanost in tako naprej. Ja, to bi jaz rekel, da je ta zelo ozka definicija finančne neodvisnosti, tako da ni veliko ljudi. To ni veliko, se zato, zato jaz poudarjam tudi te prejšnje nivoje, ker ful se govori o tej finančni neodvisnosti, ampak a veš, da si ti res neodvisen, kaj beseda neodvisnost pomeni, da ni odvisnosti od nečesa, a ne? Ampak ti skoraj vedno si malo odvisen od nečesa, zato ker ne moreš v družbi vsega znati, ne? Tudi če zboliš, boš odvisen od doktorja. Zdaj pa ti lahko plačaš najboljšo medicinsko oskrbo ali ne, je pa odvisen ne toliko od tvoje finančne neodvisnosti, ampak ja, od tega, da dostopa do storitev. Do storitev, da imaš, ne vem, financ toliko, da lahko pač živiš življenje na nivoju, ki se tebi zdi kvalitetno. No in kakšna je tvoja strategija do finančne neodvisnosti? Ja, moja strategija je zelo nekonvencionalna. Ne? Jaz kot nek predstavnik, katera generacija sem milenijc, in nekako sem na tej svoji poti, ta moja pot investiranja, ne, se je v bistvu začela tam v nekih zgodnjih študentskih letih, ko sem pač prišel do nekih, sicer nerednih prihodkov, ampak prišel sem do nekih prihodkov in sem začel vlagati. Ne, in takrat, recimo moja prva naložba, ki sem jo jaz kadarkoli naredil, je bila v zlato. A ne? To je bilo nekje leta 2010. Malo neznačilno za milenico. Ja, tako. Ampak sem veliko takrat o tem bral in tako. Bil je to nek trend, no, dajmo reči. Potem pa sem skoraj istočasno sem pa na Bitcoin naletel. Ampak čisto po pravici povedan, takrat jaz tega nisem toliko dobro razumel, sem rabil še kakšno leto, 2, da sem se malo bolj v to spustil in v bistvu sem skozi
če gledamo Bitcoin samo kot naložbeni razred, ne, sem v bistvu skozi Bitcoin nek svoj portfolio si začel graditi in skoraj nič drugega. Tako da imam tudi to, ne, da je to mogoče neka ideja, ki gre proti konvencionalnim investicijskim nasvetom, veš, da moraš imeti svoje investicije razpršene in tako naprej. Jaz imam zelo malo razpršeno. In kakor gledam zdaj nazaj, ne, recimo zadnjih 15-16 let, je Bitcoin absolutno najboljša naložba, ki si jo ti lahko naredil. Tako da po tej strani nekako sem imel srečo, da sem se za to odločil in da sem v bistvu vse stavil na Bitcoin. Zdaj, kako bo to v prihodnosti, bomo videli, ampak se mi zdi, da se bo ta trend nadaljeval zaradi tega, čist zaradi aspektov pa lastnosti Bitcoina. Tako. Preživel sem, veliko časa v industriji, tako da sem to tehnologijo res dobro spoznal. Porabil ure in ure časa za izobraževanje o Bitcoinu. In je to tudi, recimo, če gledam spet samo iz investicijskega pogleda, je v bistvu edina stvar, ki jo res ful dobro razumem. Tako da tudi to se mi zdi zelo pomembno, če si izbereš ali pa če si izbereš več naložbenih razredov, je dobro, da jih razumeš. In ponavadi, če hočeš ti razpršiti svoje naložbe, boš trčil ob to, da ne boš vseh mogel ful dobro razumeti. Tako da tudi z tega vidika pol sem nekako je čist naravna pot, da vztrajam v enem investicijskem razredu, zato ker tega najbolj poznam. Ja, Raoul Pal, če ga poznaš, tale Real Vision, on ima, mislim, da se reče The Everything Code. A si že slišal za to? In mislim, da on pravi, da je edina stvar, ki na dolgi rok premaguje inflacijo, da je tehnologija pa kripto. Yeah. In tle ti imaš Astra AI pa Bitcoin očitno. Tako da v bistvu kar dost po njegovem principu delaš. Pa daj malo povej to, ki si začel z Bitcoinom. Zakaj Bitcoin? Kako si vedel, da je to? Pa kdaj je prišlo do tega momenta? Mogoče se moram tukaj zahvaliti v bistvu. Imel sem srečo, da se je to dogajalo tukaj v Ljubljani, v Sloveniji, ker smo Slovenci bili zelo veliki pionirji najprej v Bitcoin industriji, ker na začetku se temu ni rekel kriptoindustrija. To je ker Bitcoin je bil edina stvar, ki je obstajala na začetku. In smo se samo o Bitcoinu pogovarjali. In Slovenci smo bili pionirji Bitcoin, neke Bitcoin revolucije, dajmo reči, z Bitstampom. In jaz sem bil na prvem srečanju v Kiberpipi, to je bil en prostor za tehnološke navdušence v centru Ljubljane, kjer je takrat Nejc predstavljal, se pravi, soustanovitelj Bitstampa, Nejc Kodrič, je predstavil Bitstamp kot nek hobi projekt, da pač zdaj imate neko borzo z Merlakom in le se da trgovati z Bitcoini. In kmalu potem sem si jaz naredil pač ta uporabniški račun, tam to je bilo nekje, začetek, konc 2011, začetek 2012. Ampak iskreno, jaz takrat Bitcoina nisem dobro razumel v tehnološkem smislu, kako omrežje deluje, kaj sploh Bitcoin je, kakšen v bistvu problem rešuje. Sem bolj to gledal kot špekulativno naložbo. Potem sem pa seveda s časoma, smo pa mi imeli vedno več teh nekih valov, kjer je cena zrasla, pa je pol crashena, pa je zrasla, pa je padla, pa je zrasla, pa je padla. In pol skozi te cikle
v bistvu sem jaz spoznaval Bitcoin tudi kot tehnologijo in zdaj v bistvu ne gledam več na Bitcoin kot na špekulativno naložbo, ampak gledam na Bitcoin kot nek tehnološki izum, neko tehnološko revolucijo, ki ima pa tudi te naložbene aspekte, ampak mi v bistvu ni toliko pomembno, kaj se s tem dogaja. Bolj mi je pomembno v bistvu, da bi ljudje razumeli, kaj je Bitcoin, ker se mi zdi enostavno boljši sistem, kakor sistem, v katerem smo, se pravi ta fiat sistema. Zdaj ne vem, če sem čisto odgovoril na tvoje vprašanje, ampak ja, nekako tako se je to začelo. Zakaj Bitcoin? Enostavno zato, ker se mi zdi ta inflatorni model, kjer moramo mi z tem sistemom centralnih pa poslovnih bank pa na podlagi kredita pa dolga nekako vzdrževati neko nek gospodarski mehanizem, dajmo reči, se mi ne zdi vzdržen na dolgi rok. Tako, zdi se mi, da je ta ciklična narava tega denarja brez kritja, da je nek poskus, ki smo se ga mi začeli iti leta 1971, za odpravo zlatega standarda v Ameriki, da bo na neki točki pač propadel. Da enostavno to ne bo šlo več naprej in jaz Bitcoin vidim kot ustrezno zamenjavo in boljši mehanizem za gospodarstvo pa za tržno ekonomijo. Ok, tle prideva zdaj do vprašanja tega, veliko se govori o intrinsic value. Ja. Se pravi, to je neka notranja vrednost. Da Bitcoin nima neke notranje vrednosti. Če bi bilo to res, pol v bistvu smo tam nekje kot fiat v bistvu, da ima vrednost samo zaradi tega, ker verjame, ker zaupamo v to. Pa recimo, da je v zadju neka vojska, naprimer, zakaj je dolar rezervna valuta, naprimer. Kaj mu daje vrednost? Kaj daje Bitcoinu vrednost? Najprej bom komentiral ta intrinsic value koncept. Na enem dogodku sem rekel, da to si je verjetno zmislil nek ekonomist, ki je rabil še eno dodatno poglavje v svojem učbeniku. Meni se zdi to nesmiselen koncept. Zato, ker vsaka stvar ima vrednost samo do te mere, do katere ti verjameš in jo lahko izkoriščaš. Se pravi, avion, a imaš ti izpit za letalo? Nimam. Se pravi, ne znaš upravljati aviona. A veš, kakšno vrednost ima zate avion? Ti se moraš prepustiti nekomu drugmu, da te pele z avionom. Se pravi, če ti nekih stvari ne moreš upravljati, zate nimajo vrednosti. In hočeš reči, tle element zaupanja v vsakem primeru. Element zaupanja je čisto v vsakem primeru. In to se mi zdi tako, zdi se mi ful smešen, da se mi o tem probamo racionalno pogovarjati, ker čisto vsaka stvar temelji v svoji osnovi na zaupanju, pa v neki vrednosti, ki jo ti iz tega zaupanja dobiš. No in če pol odgovorim, kaj mu pa daje vrednost? Vrednost mu daje zadnji dogovor med dvema človekoma, ki sta se srečala na trgu. In trg v bistvu je kakršenkoli trg je mehanizem za to, da se srečata ponudba in povpraševanje. Čist pri vsaki, dobrini, storitvi in to, kaj daje vrednost nečemu, mi določamo v družbi z trgi, z tržnim mehanizmom. Se pravi, tebe, če zanima, umetnost in rad kupuješ slike, potem boš šel v to, neki drugega, vrtnarstvo ti pa ne predstavlja nobene vrednosti, zato lahko zate rečemo, da ni intrinzične vrednosti v vrtnarstvu, v slikarstvu pa je, zato ker ti bi tam rad, trgoval, kupoval, prodajal neke stvari. In jaz samo izključno tako gledam na to. Se pravi, kjer obstaja trg,
da dva človeka med sabo lahko prideta do neke cene pa količine in si to izmenjata, tam je vrednost. In zdaj imamo mi Bitcoin, 16 let, mu daje vrednost trg, na katerem ljudje z Bitcoinom trgujejo. To mu daje vrednost. Ampak tle jaz vidim, da tako dva koncepta, se pravi, cena pa vrednost. Če pogleda to izjavo Warrena Buffetta, se pravi, cena je to, kar plačaš, vrednost je pa to, kar dobiš. Ja. In recimo, plačaš za Bitcoin, kaj pa dobiš v bistvu? Kaj je? Imaš Bitcoin, ampak kaj z njim narediš? Kaj si dobil? Kaj imaš delnico, dobiš dividendo. Če si kupil Bitcoin pri ceni 10,000, pa je zdaj cena 80,000, si dobil 70,000 vrednosti. Čisto enostavno. Mislim, tukaj se mi res ne zdi smiselno ful nekaj komplicirati. Dobil si vrednost Bitcoina je v njegovi omejenosti. Okay. Se pravi to, da se ga ne da poustvariti. Novih enot se ne da ustvariti. Tako, to je v bistvu nek digitalni... To je v bistvu tekma za digitalni trezor. Zato, ker Bitcoin v bistvu je nek digitalni trezor, kamor mi lahko shranimo vrednost, ki je povsem javna, pseudonimna. To pomeni, da vsi, ki držimo privatne ključe za naslove oziroma denarnice, v katerih lahko podpišemo s temi privatnimi ključi transakcije za premik Bitcoina iz enega naslova na drugega, imamo dostop do tega trezorja, ki ga lahko vidijo vsi, ampak odklenejo ga lahko samo tisti, ki imajo te privatne ključe. In to je vrednost, da ne obstaja, potem vrednost njegova je v njegovi decentralizaciji. To pomeni, da ni ene entitete, ki bi zdaj nadzorovala omrežje, se izmišljevala o njegovih pravilih, kako deluje protokol, kako potekajo transakcije. Se pravi, ni bolj decentralizirane tehnološke iznajdbe trenutno na svetu in zato ljudje cenijo Bitcoin. In iz cenitve izhaja pa tudi vrednost. Zato se jaz ne bi strinjal s tem, da Bitcoin nima intrinzične vrednosti, ker ravno to omrežje mu daje vrednost. In če zdaj to primerjamo recimo z zlatom, zelo so pač te popularne, a je zdaj Bitcoin zlato 2.0. Če imamo midva danes kle zlato palco, ne vem, koliko je 1 kila zlata, 30,000 ali 40,000, kako midva lahko to, se pravi, nekaj, kar mi vrednotimo, je vedno vprašanje, ali lahko to prenašamo skozi prostor pa čas. In zdaj ene hiše ti skozi prostor ne moreš prenašati. Lahko jo čez čas prenašaš, ne vem, jo daš svojim otrokom, se pravi, gre lahko iz generacije v generacijo, ampak čez prostor je pa ne moreš prenašati. Ne? In recimo hiša je neka taka naložba ali pa nepremičnina, ki jo ne moreš prenašati čez prostor. Zato človek ga zelo zanimajo tudi naložbe, ki jih lahko čez prostor prenašaš. Ne? In to so pa zdaj lahko pač kovine, delnice, ne vem, obveznice, neki drugi vrednostni papirji, ki se lahko tudi čez prostor prenašajo. In Bitcoin se mi zdi, da je po vseh teh merilih najboljša naložba, da jo lahko ti čez prostor premikaš. Zato, ker vse, kar rabiš, je seveda dostop do interneta, ker je to internetna tehnologija, pa privatni ključ. In v bistvu ne rabiš nobene tangible, se pravi, nobene oprijemljive stvari ne rabiš. In to mogoče je nek koncept, ki ga eni ekonomisti enostavno ne morejo tukaj pri Bitcoinu ponotraniti, da imaš lahko ti vrednost v neoprijemljivi obliki.
Za delnicami se govori, pa zadaj stoji podjetje, pa njegovi prihodki, pa denarni tokovi, pa investicije, ne vem, s podjetjem ima stavbe in tako naprej. Bitcoin, vse, kar ima oprijemljivega, so v bistvu računalniki, ki jih imajo potrjevalci transakcij, ki se imenujejo rudarji, in to je v bistvu vse, ker tudi programska koda oziroma Bitcoin protokol ni oprijemljiv, zato ker je koda to, se pravi je nekje na nekem disku, računalniku, teče v nekem procesorju. In to je nek tak prvi, mogoče malo težji koncept tukaj za razumeti, da gre kle za neko vrednost, ki je v popolnoma neoprijemljivi obliki. Ampak potem pa obstajajo, ljudje smo si pa zmislili neke točke, kjer pa mi to lahko prestavimo v oprijemljivo obliko, se pravi tako, da Bitcoin ponudimo na trgu, nekomu, ki ga je pripravljen kupiti po neki ceni in nam zato dati nekaj drugega. Zdaj, a jaz lahko z Bitcoinom plačam nekaj, je odvisen od tržnih ponudnikov, lahko si avto kupim z Bitcoinom, lahko si kupim zemljo, nepremičnino ali pa dobim denar za Bitcoin. Tako da jaz vidim, da ima zelo veliko vrednost. No, recimo to, kar se vrednosti tiče. Zdaj pač Bitcoin je spet malo za njihov dol. A ti kaj daš na te modele vrednotenja, ne vem, stock to flow, power law, te zadeve? Niti ne. Pa mogoče to nihanje. Dostikrat se učita, Bitcoin recimo ne more biti digitalni denar, zato ker je preveč volatilen. To je na nek način res, se pravi, ti hočeš, da je vrednost denarja, da boš jutri na trgu lahko kupil. Želiš si, da kupaš več v resnici v prihodnjem času, kakor danes, v inflatornem oziroma v fiat sistemu boš čez čas lahko kupil vedno manj. Ampak zdaj pa ta neka trenutna nihanja so pa nek argument, zakaj Bitcoin ne more biti dober denar, ampak lih to nihanje je pokazatelj, da je Bitcoin najbolj likvidno v bistvu. Je najbolj likviden, jaz ne poznam trga, ki je bolj likviden kot Bitcoin. In vedno boš kot nek investicijski upravljalec boš najprej prodajal najbolj likvidne naložbe. Tako da tudi tukaj v bistvu upravlja neko svojo vrednost. Zato, da lahko takoj, ko je potrebno imeti likvidnost, prodaš, ker je dovolj likvidnosti. Seveda cena bo začela padati, ampak vseeno je to boljš, kakor da si zaklenjen, pa recimo tega ne moreš narediti. In volatilnost pa tudi na nek način je nekaj, kar tisti, ki investirajo, potrebujejo za donos. Zato, ker če ni likvidnosti in volatilnosti, ni tudi donosov. Sčasoma se bo to, zdaj, če pogledamo, kakšna so ta nihanja, so v resnici vedno manjša, ker sledijo tej logaritemski funkciji. Če pogledamo zdaj graf zadnjih 16 let. In če se bo, in jaz verjamem, da se bo Bitcoin cena gibala po tej logaritemski funkciji, oziroma se bo tako obnašala, da bo Bitcoin vedno manj volatilen. Zdaj pa samo vprašanje, koliko bomo pa mi v fiat sistemu ustvarjali denarja. A veš, lahko bo res Bitcoin enkrat vreden milijon, ampak vprašanje, koliko bomo takrat za kruh plačevali. Kaj bo ta milijon res pomenil? Kaj bo ta milijon res pomenil? A bo to pomenilo, da zdaj štruca kruha stane 100 evrov, pa bo v bistvu isto, kada če je Bitcoin, 100,000 ali pa 50,000. Kad on 100,000, recimo. Ampak zakaj sem omenil to stock to flow, power law? Po teh dveh modelih mislim, da po stock to flowu, da 18 mesecev po halvingu, da naj bi bil vrh cikla. Power law, mislim, da tudi nek vrhunc napoveduje za oktober 2025, v bistvu oba dva se tle, nekje september, oktober 2025 srečata. Misliš, da je kaj na tem? Mislim, kako ti na to gledaš, recimo, te modele?
Modeli so zanimivi za neke take špekulacije, ki imamo midva zdaj tukaj. Prihodnosti mislim, da se ne da napovedati. Da se pa predvideti človeško psihologijo. Ne? Zato v bistvu obstajajo tudi cikli, ker se pa človeška psihologija ne spreminja tako hitro, kot se tehnološki napredek, tako kot se spreminjajo marketi in tako naprej. Tako da vnaprej ne moramo predvideti, kaj se bo zgodilo z razvojem gospodarstva, lahko pa predvidimo, kakšna bo človeška psihologija. In človeška psihologija skoraj na vseh teh marketih sledi pač nekemu črednemu nagonu, to pomeni takrat, kad cena raste, smo v bikovskem trendu in takrat kupujejo in ljudje dajo ful denarja takrat, kad je cena najvišja, pa kad se neko to, zaupanje oziroma ko ta čreda ni ne vid več, ali pa ko se neka stvar zgodi, ne, v realnem svetu, pa markete preplav neka panika. A veš, tudi delnica, ne? Saj podjetje lahko skozi dobro posluje, pa se bo cena delnice gibala tako, kot se bojo delničarji obnašali. In ker so delničarji ljudje, se gibajo po svojih psiholoških zmožnostih. In ker velja tukaj ta čredni nagon, bo veljal tudi v to nasprotno smer, ne? Se pravi, da bojo vrednosti naložb padale in ljudje pa takrat ne kupujejo oziroma vsi prodajajo. Zato je še vedno velja, ne? To pa mislim, da je Andrew Carnegie, ali kdo je rekel, kupuješ takrat, ko je kri na ulicah, tudi če je to tvoja kri. Tako da, ampak to je vedno je to zelo težko narediti. Težko je iti proti črednemu nagonu. Se pravi, težko je prodajati, ko vse raste, pa zelo težko je kupovati, ko vse pada. A poznaš Costanza Rule? Ne. George Costanza iz Seinfelda. Seinfeld poznam, ja. No, George Costanza je en dan prišel pa rekel, da ima super dan zaradi tega, ker je začel delati vse obratno. Aha. Obratno, kot mu velijo čustva, ali pa nagon, recimo temu. No, in je eden od kriptašov rekel temu Costanza Rule, da on uporablja Costanza Rule, se pravi, takrat, ki hoče kupiti, on prodaja. Ja. Ki pa hoče prodati, takrat pa kupa. Ja, dobro pravilo. Tako, zanimiv hack. Ko si omenil svojo kri na ulicah, a si se kdaj upekel? Absolutno, mislim. Kaj v tem povej? Po moje ni dobrega investitorja ali pa nekdo, ki investira že tako nasploh, no, brez da bi recimo doživel to. Sploh pa v tem, se pravi v Bitcoin svetu, zaradi teh nihanj, eventualno prideš do tega, da tudi obseg ali pa vrednost tvojega portfolija zelo niha. Zato mogoče, to je pa tudi tako nekaj, kar velja mogoče za kriptosvet bolj kot za vse druge investicijske razrede, da zelo trpi želodec, ker recimo cene nepremičnin, delnic, skratka vseh drugih razredov naložbenih ne nihajo toliko, kot nihajo cene Bitcoina in ostalih kriptovalut. Pa jaz zelo probam ločevati Bitcoin od kriptovaluta, zato ker Bitcoin jaz vidim kot tehnologijo, kripto vidim pa bolj kot špekulativni naložbeni razred. Ja, upekel sem se, v bistvu nisem se upekel nikoli z neko zelo neumno ali pa nespametno investicijo, ampak predvsem s tem, da sem se mogel naučiti prebaviti te vzpone in padce. Zato, ker velik vzpon pomeni zelo velika euforija, ker si vsak dan bogatejši za, letno plačo, veš. In potem pa pridejo dnevi, ko si revnejši za svojo letno plačo. In v bistvu moraš nekako to predelati v sebi. In nisi nikoli prodal
takrat, ki je bilo nizko, recimo, ki je padlo? Ne. Jaz imam tako nekako strategijo, da samo dodajam, ne prodajam, zato ker mislim, da čez čas bojo tudi tradicionalne finančne institucije ti enostavno ponudili kredit, ki ga boš zavaroval z Bitcoinom. Ne? Sprav si hodler. Tako. Okay. Zdaj, ki smo lih pri hodlerjih, bi še zadnje vprašanje glede Bitcoina. Michael Saylor. Ja. Se pravi MicroStrategy, mislim, da se zdaj Strategy imenuje. Strategy, ja. Izdaja obveznice in delnice in z prejetim denarjem kupuje Bitcoin. Ne? Ja. Zdaj, enkrat bo treba to vrniti, verjetno, te obveznice. Ne? Ja. Se pravi, posel ne prinaša tazga cash flowa. Ne? A je to Ponzijeva skema, ki čaka, da se bo sesula, ali gre za nek genijalen konstrukt nekoga, ki je izkoristil vse prednosti, ki jih ponuja ta korporativni svet, ker na koncu pa on lahko denar očitno vedno noter dobi z izdajo novih obveznic in delnic. Ja. Zdaj, samo vprašanje, kakšen je tukaj endgame? Ne vem, če imaš kakšen mnenje o tem, no? Ja, zanimivo to, kar si vprašal, je to vse ena Ponzijeva schema. A je zadolževanje države z obveznicami Ponzijeva schema? Kdaj bomo mi povrnili javni dolg, ki ga imamo? Amerika samo povečuje svoj javni dolg. Nikoli mi ne pridemo v tem našem obstoječem gospodarstvu, pa v tradicionalnih financah, mi nikoli ne pridemo na nulo. Da poplačamo ga samo z inflacijo. Ja, z inflacijo ga poplačujemo, ampak javni dolg je vedno večji. Tako da posledice so v inflaciji. Ja, kdaj bomo mi to odplačali? Ne vem, ne. In ja, Michael Saylor s to svojo strategijo je v bistvu samo prekuperil ta koncept in je zdaj vprašanje, koliko časa v bistvu lahko on vzdržuje to idejo pri svojih investitorjih in ja, širši javnosti, ki verjame, da to ima smisel investicijski. In tukaj bo spet verjetno prevladala neka človeška psihologija. Mogoče na neki točki bodo ljudje ugotovili, mi s tem posredno v bistvu financiramo Bitcoin, zakaj ne bi kar imeli svojega Bitcoina? Zakaj je potreben? Nekaj časa se je tako špekulirali, da v bistvu tisti, ki nimajo dostopa do v bistvu mehanizmov tržnih do Bitcoina, kupujejo MicroStrategy delnico, da so potem izpostavljeni preko te delnice cenovnim nihanjem Bitcoina navzgor, recimo. Ne? Tako da jaz mislim, da on je ustvaril nek zelo dober proxy za to, da ti prideš do Bitcoina, ampak mislim, da to ni vzdržno na dolgi rok. Zdaj, kaj je pa dolgi rok tukaj? Kako se bo to odvilo? Ja, pa kako se bo to odvilo? Se pravi, da trgi lahko ostanejo kako že neracionalni dlje, kot ti lahko ostaneš solventen. Bravo. Dober zaključek tega vprašanja. No, jaz bi zdaj prišel na to glavno vprašanje najne današnje epizode, je pa kako do finančne neodvisnosti pa recimo v okviru teh kriptovalut. Kako ti vidiš recimo nekomu povprečnemu človeku, kako bi si sestavil svoj portfelj, pa kaj bi vključil noter, recimo? Jaz tukaj predlagam zelo enostavno strategijo, ki se imenuje DCA, to pomeni Dollar Cost Averaging, kupovanje samo Bitcoina, poudarjam, na dolgi rok, periodično, konstantno. Kakšna je ta perioda, pa kako konstanten si lahko tukaj, je stvar vsakega posameznika, ampak jaz bi rekel, da bi mogel vsak posameznik en del svojega prihodka oziroma temu, kar ti ostane, dati v Bitcoin
pa je zdaj to mesečna, ne vem, polmesečna, tedenska, dnevna raven. Mislim, da bo tudi naslednjih 15 let, tako kot je zadnjih 15 let, bo veljalo to, da če to delaš, bo to čez 15 let še vedno najboljša možna finančna odločitev, ki jo lahko narediš za svoje finance. In bo samo čas pokazal, imam prav ali ne. Če bomo čez 15 let ta posnetek pogledali. In ne bi priporočil nič drugega. Tako, zelo, zelo enostavno. Imaš kakšen procent alokacije, recimo? Mislim, jaz bi rekel čim več. Aha, čim več. Ja, zdaj to je spet, vračam se k tej svoji nekonvencionalnosti, pa mogoče malo večji naklonjenosti k tveganju. Se moraš samo odločiti, kakšna je ta tvoja naklonjenost k tveganju. Če si pripravljen malo več tvegati, bi rekel malo več. Zdaj, kakšen je ta procent? Ne vem, mislim, če te postane 100 evrov, 1000 evrov, 10 000 evrov na mesec, je čisto odvisno, ampak to, kar lahko prebaviš. Ok, ja. Dobar odgovor. Zdaj smo pa pri hitrih vprašanjih. Ok. Predvidevam, da mora biti tudi odgovori hitri. Pa ni treba. Okay. Ni treba, lahko razmisliš, okay. Ni problem. Sam tako, probiva priti do enega odgovora. No. Kdo bo zmagovalec AI bitke? Google. Ja. Ok, spravo. Kitajci niso tle v igri, Američani. Jaz, če bi mogel zdaj staviti v tej točki v času, bi rekel Google, zaradi tega, ker prvič imajo pač search engine, se pravi, indeksirajo spletne strani po celem internetu. Drugo imajo YouTube. Ne vem, kaj je večja zakladnica vsega, kar je človek izrekel, doživel, raziskal in tako naprej. Potem imajo G Suite oziroma Gmail, vse, kar ljudje med sabo si izmenjujejo v pogovorih. Imajo Android, platformo mobilno, na kateri je, ne vem, pol sveta. Pa Google Maps, recimo, se mi zdi še en pomemben aspekt, ne, se pravi lokacijsko, da lahko tako. In če bojo oni znali vse to pravilno nekako jaz itak mislim, da Google se bo transformiral zdaj čez čas v AI podjetja, ne, da bojo na koncu oni zmagovalci. Ok. Bo prišlo do centralizacije AI? V smislu, da bo na koncu samo še en ponudnik? Ne, mislim, da ne. Mislim, da je na trgu je prostora za več ponudnikov. Sigurno se bo dogajala konsolidacija, ampak zaradi tega, kakšen tip tehnologije je AI, bomo po moje videli veliko startupov, ki bodo nekaj probali narediti na tem področju. Ampak to bo tudi pomenilo, da bo zelo veliko konsolidacije. Vidim pa v prihodnosti, da bo več igralcev lahko, ki bojo tekmovali na... Predvsem najprej bomo videli, a bo zmagal ta odprtokodni pristop proti zaprtemu pristopu. Jaz verjamem, da bo zmagal odprtokodni, ampak še vedno mislim, da na koncu bo nekaj ponudnikov in pa se boš pač odločil, kaj boš uporabljal. Ok, se pravi. Kako bo izgledalo poučevanje v naših šolah čez 10 let? Jaz mislim, da bo prišlo do obrnjene paradigme tega, kar imamo zdaj. Se pravi, zdaj imamo prihod v šolo in v šoli ena oseba večjim posameznikom razlaga, podaja neko znanje in potem greš ti domov in je od tebe pričakovano neko individualno delo. Jaz mislim, da se bo to obrnilo. Ti boš lahko doma individualno se učil z nekim tutorjem in potem boš v šolo, kot v fizični prostor, boš šel pa po neke te socialne, v neko socialno okolje,
kjer boš imel pa možnost mogoče dela na nekih projektih, pa se učiti čez drugačne v bistvu pristope, in mislim, da učiteljski poklic v prihodnosti zaradi umetne inteligence se bo dosti spremenil in postal spet bolj spoštovan v družbi. Okay. Kdo bo najbogatejši Zemljan leta 2035? Ja, zdaj vprašanje, kdo bo še živ takrat, a ne? Ja, po mojem bo Satoshi Nakamoto. Okay. Se pravi, ustanovitelj Bitcoina. Tako. Cena Bitcoina 2035. Prav, to je čez 10 let. Ne vem, 850,000. Wow. Ste kar eksaktno cifro. Ja. Ne milijon, ampak 850,000. Ja. Kje na lestvici najbogatejših Slovencev bo Andrej Škraba? A veš, zelo zanimivo vprašanje, ker sem se zdaj s parimi ljudmi pogovarjal. Pač s prijatelji smo se malo pogovarjali o tem, po teh lestvicah pa to. In resnično me te lestvice, mislim, zanimajo me, ker sem pač radoveden človek in je to mi vedno zanimivo pogledati. Ampak nikoli pa nisem razmišljal o tem, da bi bil na tej lestvici, ker mi je ful bolj pomembno, da imam v življenju nek mir. Če bom pa se znašel kdaj na lestvici najbogatejših Slovencev, pa upam, da bo to zato, ker smo res naredili eno ful dobro stvar. Kaj pa če pa tako rečem? A bo IPO Astra AI do leta 2035? To je pa tudi... Podjetje Astra AI je self-funded in bootstrapped, kar pomeni, da do zdaj nismo vzeli nobene zunanje investicije ali pa investicije tveganega kapitala. In bomo videli, če se bo to spremenilo v prihodnjih letih. Tako da mogoče bo podjetje ostalo v privatnih rokah in ne bo imel nikoli IPO-ja. Če pa bo, pa upam, da bo čim večje število ljudi okrog tega tudi lahko obogatelo. Andrej, jaz se ti zahvaljujem za tvoj obisk. Super epizoda. Hvala. In ti želim veliko uspeha še naprej. Ja, hvala. Hvala vsem gledalcem in poslušalcem. Se vidimo naslednjič.